Konec pouka, toplo vreme in vonj po pomladi. Ljubezen je v zraku. A kako jo nagovoriti? Mladi iz osnovne šole Bežigrad imajo nekaj odgovorov. Ko je bil meni nekdo všeč, sem ga kontaktirala prek Facebooka in sem mu napisala, kako je kaj. Jaz do nekoga pristopam čim bolj elegantno. Ja, lažje mi je dodajač na SMS, saj me pač bolj, če greš v živo. Mogoče malo prek SMS-ov, prek Facebooka mogoče, pa da bi lahko se punca odzove. Nekoč pa ni bilo tako. Ljubezen, kakor jo pojmujemo danes, je bila bolj v ozadju, poroke pa so bile stvar dogovora in kupčij. Kljub temu lahko v književnosti veliko preberemo o romantičnem osvajanju. Pred več kot 500 leti je Romeo zrecitiral številne sladke verze pod oknom Julije, preden ga je ta sprejela v srce. Tudi naš Prešeren se je z verzi trudil omrežiti Primičevo Julijo, a zaman. O tem, kako bi bilo, če bi osvojili svojo ljubezen, pa razmišljajo mladci takole. Vsako jutro bi se pa spomnil na njo, ki pošlja zjutraj, zvečer, skozi v stiku z njo, pa ima pa prednost. Bi se čim večkrat videla, pa bi se pogovarjala prek SMS-ov, pa bi se dobili, pa šli kaj ven, pa bi mu čim večkrat probala povedati, pač, kako čutim. Pri izkazovanju ljubezni so bila dekleta včasih veliko bolj zadržana. Danes pa to ni več tako, saj tudi ženska pri osvajanju naredi prvi korak. Nekaterim je to všeč, drugim pa ne. Najboljše bi bilo, če bi on pristopil do mene v živo, ne pa pred kakšnih socialnih omrežjih. Je to bolj, če v živo to zveš. Potem pa vidiš, če je to res, a ne. Načini osvajanj ljubezni se skozi čas spreminjajo. Ostajajo pa metuljčki v trebuhu.